Dober dan voščim, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. Lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema v podcastu na spletnem portalu domovina.je. Prav naš medij Domovina je pred nekaj dnevi razkril seznam plač zaposlenih v javnem zavodu Radiotelevizije Slovenija. V oči bode enormno povišanje plač izbranim urednikom in novinarjem, tudi seveda tistim odločevalcem, ki so ta hip najbolj pri vrhu RTV-ovske piramide, ki torej z javnim zavodom pravzaprav upravljajo. V javnosti je završalo, letijo na vodstvo RTV Slovenija očitki o nagrajevanju zaslužnih kadrov in seveda kaznovanju tistih, ki v času prejšnjega vodstva niso bili poslušni ali pa so takrat dobili svojo priložnost oziroma so takrat na RTV Slovenija sploh prišli. Skratka, kako je mogoče, da je do tako enormnega povišanja plač prišlo v času, ko to isto vodstvo RTV Slovenija vlado Roberta Goloba naproša za dodatno financiranje, torej za povišanje financiranja, nekako se vrstijo vse glasnejši tudi pozivi k dvigu RTV prispevka, da je torej v tem času prišlo do povečanega financiranja plač. Vse to so vprašanja, na katere odgovore bomo iskali z dolgoletnim uslužbencem RTV Slovenija, sindikalistom. Z nami je namreč danes predsednik sindikata delavcev radiodifuzije Tom Zalaznik. Lepo pozdravljen. Pozdravljeni. Najprej povem, da sam tudi nimam nobenih zamer do RTV Slovenije, od tam sem odšel sam zaradi novih priložnosti, ampak te očitki pa letijo tudi na vas, gospod Tom, da pač imate neke zamere do tega vodstva, da ste zato podpirali oziroma nasprotovali noveli zakona o RTV Slovenija v času, ko se je ta sprejemala. Dajte nam najprej povedati, da bodo gledalke in gledalci razumeli, koliko časa ste vi že zaposleni na RTV Slovenija. Niste prišli čez noč, ne? Tam ste že kar dolgo časa. Seveda, moji prvi dnevi RTV-ja so bili, ko sem bil še srednješolc in praktikant, mislim, da segajo v leto 80-81. Kmalu bom napolnil 39 let delovne dobe in v bistvu imam dobro leto in še nekaj do penzije. Dolga doba je to in v tem času seveda človek spozna in vidi tudi vsa ozadja, ki javnosti niso vidna. Se pravi, bili ste član raznoraznih tudi svetov, ne? Ja, moja kariera se je začela kot zokovni mojster oziroma tonc po domače. Soustvarjal sem programe, najbrž kakšnih 25 ali koliko let. Vmes sem nekako po spletu okoliščin prišel do sodelovanja s sindikatom, pomaganja sindikatu in tako dalje in potem sorazmerno hitro tudi na vodilna mesta sindikata in zdaj že kar nekaj časa vodim ta sindikat. Sindikat delavcev Radiodifuzije Slovenije združuje vse poklice v zavodu in pač ni ozko usmerjeno v smislu zgolj en poklic ali kaj podobnega. Podoben je še en sindikat, medtem ko tretji je stanovski, ki pa je ravno v času te, da rečem, revolucije, ki se je dogajala v prejšnjem mandatu, začel sprejemati posamezne člane oziroma zainteresirane, ki pa jih je seveda privabil s to kampanjo, ki jo je vršil s podporo zunanjih deležnikov na pločniku. Kako človek postane šef sindikata? Zakaj se za to odloči na RTV Slovenija? To ni moja odločitev bila nikdar, niti ni bila moja ambicija. Če pač nekaj počneš in te potem sodelavci ocenijo, da zmoreš, ne, te nekako, da rečem, porivajo dalje, ne, do trenutka, ko prevzameš najbrž, vsaj kar se sindikata tiče, najbolj odgovorno vlogo, ki seveda ni hvaležna. Ne. To vsi vejo, ki se s tem ukvarjajo, ne, ker si v stalnem konfliktu in pa koža mora, kot bi rekel pesnik, čez in čez pod plat postati. Poglejte, vi ste bili član tudi prejšnjega programskega sveta, ne, kot predsednik sindikata. Vem, da še v času, ko je bil tam Kocijančič, ste tudi že bili njegov član. Ja,
Po starem zakonu, ko je bil še svet RTV-ja, po zakonu, ki je začel veljati tam v 90-ih letih, sem bil v mandatu nekje okrog leta 2000 pa malo kasneje, član sveta RTV-ja. Po tistem sem bil član programskega sveta po novem zakonu, ki je začel veljati 2005 oziroma z Grimsovim zakonom, ne tako se tako imenovanim Grimsovim zakonom. Čeravno jaz sem se vedno glasno in tudi javno opiral temu, da se daje zakonom pridevnike, ne, ker kasnejši bi lahko bil, ki ni bil sprejet, bi bil lahko Šircin ali Golobič, Širc, Ravnikarjev ali kakorkoli že pač bi ga imenovali. To ni niti higiensko, niti si nihče od posameznikov ne sme in ne more lastiti nečesa. Ne. To je pač zgodba, te pridevniki ponovadi nastanejo po kakšnih kuloarjih, beznicah, po nekih, da rečem, torej v javnosti z nekim namenom, ne, škodovati, oslabšati ali poveličevati, kakorkoli že pač. Torej zakon. Ne. Po zakonu, ki je bil sprejet leta 2005, je nastal programski svet, malo spremenila se je upravljavska struktura, nadzorni svet je upravljal drugačno funkcijo kot prej nadzorni odbor. Tam sem bil en mandat član upravljavskega organa. Vmes sem bil tudi najbrž morda več kot dva mandata član sveta delavcev, ki smo ga pravzaprav, da rečem, 3-4 ustanovili leta 2001. In bili bitko do ustavnega sodišča, da se je to prijelo, namreč takratno vodstvo zavoda je temu nasprotovalo in so ignorirali v smislu, kakšno soupravljanje, kakšno samoupravljanje se vi želite. Niso dojeli funkcije, kaj pravzaprav je. Tako kot marsikdo ni dojel funkcije, kaj je socialni dialog. In ko smo orali ledino in jo preorali, ne, smo zdaj prišli do točke, ko so prišli newcomeri, kjer zopet začenjamo z nič. Ne, če se lahko samo dokončam stavek, kjer obstaja odnos v smislu, zdaj smo mi prišli in bomo počeli tako, kot bomo mi želeli in spreminjamo vse. In to je zrcalna slika države. Ne, v državi se podobno dogaja. Ko je prišla nova koalicija, mi bomo vse spremenili, ker prej ni bilo dobro, ker je bilo vse za nič. Ne, mi bomo vse zakone spremenili. Če bi lahko bi spremenili tudi Newtonovga, ne, malo šali. Ne? In zopet bijemo bitko iz nič za nekaj, kar bi moralo obstajati, kar bi mogel sleherni državljan, ki ima malo pojma o demokraciji in delovanjih, to poznati in vedeti. Gospod Zalaznik, zdaj ta zakon je obveljal potem, ko je ustavno sodišče odpravilo zadržanje te novele zakona, čeprav do danes še ne vemo, a je zakon sploh skladno z ustavo ali ni, ker o tem vsebinsko ne morejo očitno odločiti. Ampak vi ste takrat v času referendumske kampanje tej spremembi nasprotovali, zdaj tukaj govorite, da ste si pred časom nekako prizadevali za soupravljanje. Zdaj tukaj je bilo veliko govora o tem, da bo RTV z novim zakonom samo upravljal, ne, da gre za nekako vrnitev RTV-ja delavcem, ljudem, novinarjem. Vi ste pa temu nasprotovali. Ne? Zakaj ste bili takrat tako proti? Ne? No, to zdaj, te interpretacije, to so floskule v javnosti. Ne? Tisti, ki pozna sodobno evropsko to ekonomsko demokracijo in soupravljanje, ne? Ki seveda izhaja, zdaj, lahko, da mi bo kdo namerno očital kakšno zlonamernost, ampak to izhaja še iz predvojnih časov, iz Francije in Nemčije, torej še iz Hitlerjeve Nemčije, ne, kako Arbeitsrat so rekli tem organu, kako ustvariti podjetja, ki bojo funkcionirali. To je zdaj pač zgodovina, jaz ne želim se vračati tako daleč, ampak gre za princip soupravljanja. Nima veze s tem, kar se zdaj dogaja, zlasti v javnem zavodu. Vi ste to predvideli, da se bo to zgodilo, kar se zdaj dogaja? Ne, če sem čisto iskren, večkrat sem razmišljal, kaj smo naredili. Mi smo, zdaj bom tako malo pravličen, ne? Mi smo ustvarili pošast v resnici. Ne? Namreč ravno v tem času teh demonstracij, pritiskov in male revolucije pločniške, ne,
se je zgodilo to, da so po volitvah prosperirali tisti, ki so se tem, da rečem, upitjem in rekel, tem masam pridružili. Namreč, to je zanimivo, to deluje podobno kot volitve v državi. Ne? Tisti, ki pač je glasen, ki se ga kaže, ki nekje je v dogajanju, ne? Zna premamiti množice, da oddajo za njega glas. Jaz zato nič ne žalujem, jaz niti nisem imel več ambicij se s takimi stvarmi ukvarjati, ker je cel kup drugega še za početi oziroma za storiti. Smo pa vnaprej povedali, da zakon je, da ni dober. Da je, mislim rekel, da je to kar neki in dejansko je. Ne? Če zdaj poslušamo razprave na programskem svetu, na svetu RTV-ja, tudi v parlamentu, tudi v zavodu, tudi v upravi, zakon ni dorekel tega, zakon je nedomiseln, zakon ni predvidel nečesa, kar bi moral, zakon je razdelil štirim, da upravljajo, pa jim ni dodelil nalog. Zakon nikdar ne predvidi nečesa, predvidi zakonodajalec in potem zakon zapiše. To se pravi, to je interpretacija, kaj zakon predvideva. Zakon ima pač pomanjkljivost in zakon ni bil dober. Mi smo naredili en velik korak nazaj v travestijo predprejšnjega zakona. V nekaj, kar bi bilo, ko smo pa še zvedeli, kdo to pripravlja, sem imel pa resne pomisleke, da to ne bo dobro. In točno tako se je pokazalo, da ni dobro. Vse tiste stvari, ki smo jih naštevali, namreč mi imamo eno bogato izkušnjo iz leta 2010, ko smo uspeli doseči z Ministrstvom za kulturo, da smo pripravljali zakon, ko je bila ministrica Majda Širca. In zakon kot tak, več kot pol leta smo se pogajali, je imel vsebinske rešitve dobre, imel je pa ene 3 segmente, zaradi katerih je potem zakon padel. Kjer so nas pa izločili in so povedali, to je politična odločitev, do tukaj se pogajamo, tukaj ne, zaradi tistega malega dela je šel na referendum in je zakon padel. Imel cel kup dobrih rešitev, ki bi jih veljali upogledati, ampak te, ki so zdaj hiteli, jim je šlo samo za eno. Spremembo zakona na način, da rešijo, na način, na kakršen so rešili. Torej, da obglavijo vodstvo, da obglavijo upravljavski organ in to so storili. In ustavno sodišče je naredilo nekaj, zdaj jaz nisem pravnik, da bi to presojal, ampak to bo čas pokazal in zgodovina bo pokazala. Ampak tisti pravniki, ki se na materijo ustavnega prava spoznajo, so stvarili prej in so tudi kasneje imeli, se pravi, komentarje ali pa bi rekel pripombe, žal je samo, da niso glasni. Če se še malce zadrživa pri vašem nasprotovanju sprejetju tega zakona, takrat ste se potem morda celo prvič v vaši karieri soočali z očitki, da ste janšist, da ste desničar, da rušite javni RTV. Kako ste sprejeli te očitke kot dolgoletni zaposlen, ki ste sodelovali s toliko ljudmi, ki so prišli, odšli? To niso bili prvi očitki. V enem trenutku nasprotovanja nečem, kar se je pokazalo, da ni kot predlog sprejemljiv niti dober in tudi kasneje mislim, da je bil zavrnjen, sem dobil podoben očitek, vendar mislim, da je takrat iz vokabularja, da rečem staro particev, ker Kocijančič je bil trdast, torej iz trde struje, ni bil iz te struje Pahorjeve, dobil očitek reakcionar in konzervativc, ki ni imel veze to z nobenim prepričanjem, z ničemer šlo za neko zelo strogo poklicno materijo, ampak ker sem malo bolj energično nasprotoval, sem dobil to oznako. Ne bom rekel, da je to priletelo iz Kocijančičevih ust, ampak Kocijančič je imel svoje ljudi v svetu, nekdo od njih mi je to očital. To je bil eden od prvih tistih trenutkov, ko sem se z nečem takim soočil in se mi čudno zdelo, zakaj nekdo ti nekaj očita,
ki nima veze z materijo. Potem kasneje, ko smo nasprotovali izločitvi oddajnikov, ko je bil minister Simoniti, ki nas je kasneje poslušal, ampak je naredil eno veliko postopkovno napako, ker ni po pravem postopku želel speljati tega, kar so si takrat zamislili. Torej ponovil idejo Golobičevo izločitev oddajnikov, ne. Zaradi česa, ne vem, kasneje je šlo to v predal in se nič ni zgodilo, ampak mi smo takrat tudi dvignili glas in takrat sem z druge strani dobil očitek, da sem antifa, ultramarksist in tako naprej, ne. Tudi to sem bil deležen, ne. Potem se zgodba obrne, ne, in potem kar naenkrat spet, če se z nečem ne strinjaš oziroma protestiraš, ne, spet dobiš neko etiketo, in kasneje, ko spoznaš razmere in ko ugotoviš, da ti te etikete pripenja, ne, se več ne ukvarjaš s tem, ne. Pač tako je. Konec koncev je čas pokazal, da je pravzaprav in v državi in na RTV-u, ki je zrcalo družbe oziroma države, ne, da se gre neko depolitizacijo oziroma dejanšizacijo, karkoli ne bi to že pomenili, ne. Jaz mislim, da so Janši s tem reklamo delajo, ne. Ker če pogledate socialne omrežje, ljudje se znajo potem identificirati in celo napišejo, jaz sem janšist, ne. Zdaj pa igrajmo odprte karte, ne. Torej, morda kakšnemu, ki ni vajen, je to sila neprijetno, ne? Ampak mene so pa na nek način pravzaprav s tem, z raznimi takimi etiketami spodbudili do tega, da sem pravzaprav, jaz sem bil prej nasprotnik teh, torej socialnih in omrežij in podobnih teh komunikacij, ker nekako gre za en vzporedni sistem, ki bi se mi ni lih najbolj dopadel, ne. Pravilno, moja prejšnja miselnost je bila, da bi morali mediji verodostojno in pravilno poročati, ne, da to naj bo pa za, ne vem, medsebojno komunikacijo, vendar je to šlo vse predaleč. Spodbudili so me, da sem postal tudi aktiven in neke svoje misli jasno in glasno, torej izjavim, povem, napišem in tako dalje, ne, pri tem pa celo, se mi zdi, da vedno močneje in vedno bolj prihaja do konfrontacij med različnimi, se pravi, idejami, tudi potem seveda do žaljivih konfrontacij. Ste bili presenečeni, gospod Zalaznik, koliko teh komentarjev v zvezi z vsebino dogajanja na RTV je bilo, tudi na Twitterju recimo, ne, kjer je ta debata tekla, zanimivi in neznani, anonimni profili so o tem komentirali, zdi se, kot da se je ves RTV priklopil na socialno mrežo in med seboj obračunaval, ne. Je veliko jih samih uslužbencev, ki so v tistem času preko socialnih omrežij bili to bitko z vami, ne? Ja, žal je še nekaj, ne. Za vse mi ne vemo, ne, ker ljudje se skrivajo pod lažnimi imeni, ne. To je pač ta past, novodobna past. Tisti, nekateri so se pač identificirali. Meni nikdar težava z nekom diskutirati, voditi diskurs o nečem na eni kulturni ravni, v smislu izmenimo si argumente, si povemo in potem naredimo iz tega neke zaključke. Nekaj so jih potem razkrinkali, ne, javno. Ja, zdaj, ja. Ne, žal, ne, to je pač vedno tudi možno, ne. Jaz sem pač z imenom in priimkom tam nastopil, povedal sem, kar se mi zdelo, da je treba povedati, ne. Torej, še vedno to počnem, ne. In zdaj se mi pa zdi, da je pa, rekel, ta diskurs, pa ne samo diskurs, tudi, rekel, torej, kar se v državi dogaja, vladanje in tako dalje, tako zašlo, ne, da so pa državljani dolžni, pa vsi ne počnejo tega, na en primeren način komentirati, ne. Žal je vse preveč, torej, to pa zdaj govorim kar povprek, ne, in na eni strani, in na drugi, in vmes žaljivk, se pravi komentarjev, ki nimajo veze z vsebino, ki grejo na čustveno plat in ki postanejo žaljivi v smislu osebe do osebe. Ampak to je pač to, kar spada zraven, rekel, ta čas ni primerno, ampak to imamo, žal. Zdaj pa nazaj k samoupravljanju javne radiotelevizije Slovenija, ne. Zdaj pač, odkar je bila sproščena ta novela zakona o RTV, da tako rečeva, je minilo dobro leto dni.
predsednik uprave je odstopil, član uprave je odstopil že lani decembra, še en član uprave je odstopil tudi hkrati pravzaprav s predsednikom uprave. Zdaj imamo še enega člana uprave, ki je ves čas na bolniški. Kdo ta hip upravlja z RTV Slovenija? Ja, dobro vprašanje. Torej, kot sindikat težko neposredno na to odgovorim. Iz zelo preprostega dejstva, ker socialni dialog ne poteka, ker na naše pozive, dopise in tako dalje praktično dobivamo molk organa. Socialni dialog vodimo praktično prek sodišča. Mislim, da odkar je bila uprava imenovana do vršilke dolžnosti, s katero smo imeli prvi sestanek 6. junija in sem 7. junija bil optimističen, danes nisem več tako optimističen, ko je kazalo, da morda se bo spremenili. Mislim, da smo imeli z upravo 3 sestanke, od tega najmanj eden je siljen zaradi zgodbe Panorame in nečesa, kar se še ni v zgodovini RTV zgodil, torej v zvezi s pošiljanjem zaposlenih na čakanje in v zvezi s kasneje izdanimi odpovedmi pogodbe. Torej, te sestanki so bili, vse ostalo ni funkcioniralo in ne funkcionira. Zdaj lahko samo povem tisto, kar jaz nekako vidim ali pa kar preko svojih virov dobim, kar pa morda ni 100% zanesljiva informacija, pa vendar imamo vršilko dolžnosti, ki si je po moji oceni nakopala ta hip veliko na grbo, če tako po domače povem. Imamo zraven enega vršilca dolžnosti, se pravi, ali pa morda ne, samo Trčka, ki je bil član uprave, ne, ima že vršil dolžnosti člana uprave, ali ne. Mora biti, ne, dokler ni novega. V vsakem primeru mora zdaj vršiti te funkcije, tudi če jih ne želi, dokler se ne imenuje novega. Nov še ni bil imenovan, jaz sem, torej, nisem bil edini, nekaj nas je bilo, ko smo slutili, da bi se utegnilo to zgoditi tamle konci junija ali začetku julija, da bi se imenoval drugega vršilca dolžnosti, pa se ni. Potem je Franci Pavšar kot delovski direktor, ki je na daljši bolniški. Skratka, Natalija Gorščak ima precej, da rečem, je v precej velikih škornjih. Ampak zunaj je zdaj nov razpis, ne, za predsednika uprave, pa člane uprave. Vi pravite, na Twitterju ste včeraj rekli, to so moje ekskluzivne informacije, moji viri, Natalijo Gorščak so prekrižali, iščejo novega, ampak nihče se ne upa niti več prijaviti. Tako moj vir. Jaz sem potem spodaj jasno in zelo, da rečem, jasno in glasno, če tako rečem, zapisal, kdo ima prav. Videli bomo, čas bo pokazal, kdo ima prav. Zdaj te zmešnjavi, klima je res neverjetno slaba, take klime še nikdar ni bilo, govorim klime med zaposlenimi v zavodu RTV Slovenija oziroma javni radioteleviziji. Seveda so možne tudi dezinformacije, ampak očitno je Natalija Gorščak, čas bo pokazal, če se motim, torej prevzela za neko kratko obdobje za premostitev. Drugi viri mi poročajo, da poteka mrzlično iskanje kandidatov, ki jih ni. Ker v to zmešnjavo ta hip skoraj nihče, torej pameten, ne želi se umešati. Je torej šef sveta RTV tisti, ki zdaj nekako vodi politiko na RTV? Direktorica. Ali ki jo želi voditi. Zdaj, ne vemo vsega, kdo so vsi akteri še v zadju. V vsakem primeru so se te karte temeljito premešale. Namreč upravljanje javne radiotelevizije, to ni igra nekega... Namreč očitki so v javnosti, da ima Goran Forbici precej veliko moč ta hip. Ja, to je logično. Goran Forbici ni samo od sebe tja prišel. Se ve, kdo ga je poslal, vse se lahko pogleda, kdo ga je imenoval in kako je bilo že v štartu na prvi seji, na uni totalni zmešnjavi, določeno, da bo on predsednik, torej so se prej logično prediskutirali stvari in tako naprej. To meni ni sporno, pravzaprav to vsak pameten,
vsak subjekt, ne, pravzaprav mora neke stvari vnaprej naštudirati, ne, kar me ne preseneča, ne, kam so mu vrata vsa odprta neposredno, ne vem, ne, ampak očitno nek vpliv ima in ta vpliv pa ni dovolj, da bi dobil ustrezno število kandidatov, ki bi bili voljni in sposobni tako velik gigant, kot je javna radiotelevizija, voditi. Ne? To se pravi, javna radiotelevizija po svojem obsegu in kompleksnosti presega okvire samega ministrstva, kamor spada. Ne? To so že večkrat priznali. Ne? In kot taka je eden od najbolj zahtevnih subjektov za voditi v državi. To kažejo tudi, so neke študije pokazale in izjave tistih, ki so v tem delu sodelovali, in jaz tem čisto popolnoma verjamem. Torej, ni jih, glede na situacijo, jih tudi ni, in še manj, ne, glede na to, da kdor je malo sposoben, a ne, pa vidi, da je RTV ustvaril tako veliko, da rečem, temu se reče, kako že, presežek odhodkov nad prihodki, ne, se pravi zgubo, v prejšnjem letu, ne, da je dobil 5 milijonov od države in zdaj 10 milijonov od države, pa še komaj drži glavo nad vodo, če tako po domače povem, ne, da financiranje vsa leta ni bilo ustrezno, zdaj pa sploh ni, ne, in od teh, ki so prevzeli, ne, od upravljavskega organa do teh, ki so do zdaj vodili upravo, ni bilo enega sposobnega na način, da bi rekel, se pravi nekega ekonomista ali pa nekoga, ki bi se znal tega lotiti na način, da bo zavod, a ne, z nekim sanacijskim načrtom, z nečem, a ne, šel v neko normalno poslovanje, se pravi, ga ni. Kje je spodletelo po vaše Zvezdanu Martiću, ki je bil predsednik uprave? Videli smo ga v začetku meseca maja na obletnici vstopa Slovenije v Evropsko unijo, kako se prisrčno objema z ministrico za kulturo Asto Vrečko, potem pa nekaj tednov kasneje preprosto odstopi. Ja, treba je vedeti, ne, da glede na to, kako se je zakon ustvarjal, ne, kateri so bili, govorim, novela zakona, kako so se ta dogajanja vršila, kdo je vse v tem sodeloval in kako domačijski so si rekel, te ljudje med sabo. Ne bom rekel vsi, ampak pretežni del. Ni to nič spornega, ne, da je pač v dobrih odnosih se na koncu koncev tudi zdaj taka, torej imamo že vlado tako, ne, in tiste, ki so okrog vlade, da so zelo domačijski na raznih prireditvah in tako dalje in se objemajo, ne vem, z ljubljanskim županom in tako dalje. Ne. Se pravi, to ni nekaj nenavadnega. Seveda, gledano malce staromodno, je to povsem zgrešeno. Ne. Ampak po zadnji seji, torej po tisti seji, pod kateri je Zvezdan Martić odstopil, tam so bile izrečene kar nekaj ostrih besed. Se pravi, ta simbioza, ki je obstajala med upravo in svetom, se pravi upravljavskim organom, je sklapela, je skupnela. Ne. Prve 3-4 mesece nismo poslušali drugega kot samo, kaj je bilo vse prej narobe, kaj so vse prej narobe počeli v prejšnjem mandatu in kako so vse oni prejšnji krivi. Zdaj, jaz sem veliko let v RTV-u. Ampak en član uprave, Simon Kardum, pa je to očitno že prej videl, da ni tako. Ne? Ja, Simon Kardum je prišel zadnji, ampak je prvi prišel od tega spoznanja in ga je tudi bil pripravljen jasno in glasno javnosti povedati. Ne? To je bistvena razlika. Ne? Hotel sem omeniti, da torej vedno, odkar sem v RTV-u, ko je prišla nova garnitura, rekel nov generalni direktor, a ne, je saj en del nečesa bil tisti, na katerega se je novi sklical, češ oni prej so nam pa nekaj zakuhali, zdaj moramo pa mi to reševati. To je pač neka stalnica, to ni samo na RTV-u, to se zgodi tudi kje druge, ne, v kakšnih drugih subjektih. Tudi kupuješ čas, da boš nekaj naredil. Ja, se pravi, zdaj sem prišel na neko stanje, ki mi ga je prepustil tisti odprej, ne, in seveda, če niso odnosi, se pravi, lastniško-upravljavski urejeni, ne, v enem zasebnem podjetju
je to nesprejemljivo, ker se med sabo morajo dogovoriti, ker sicer bo šlo to navzdol. Ampak tukaj, bi rekel, v javnem sektorju je zadeva malce drugačna. Ne? Se pravi, s tem smo se mi soočali, ampak tako, bi rekel, absurdno, tako zelo namerno, ne? Tudi tako lažnivo, ne? Kaj vse so oni prej zakuhali, ne? Da smo mi to zdaj to prevzeli in mi pa zdaj iz tega nič ne moramo, ne? Je ta simbioza živela nekaj mesecev. Ne? Zopet se vračam na to analogijo, rekel, na to paralelo. Z vlado, ne? Ja, torej, ko nalaž, kot zrcalo družbe, ne? Ko je se ustanovila nova koalicija, Svoboda in ostali. Je bil vse kriv Janša. Skoraj eno leto nismo poslušali drugega, kot kaj je ona vlada prejšnja vse narobe naredila. Ne? Potem je pa treba začeti delati. Ne? V RTV-ju se je pa zgodilo to, da je nekaj svetnikov upozoril, na seji upozorilo upravo, odnosno najmanj enkrat, mislim, da je bil prvi primer s Ksenijo Horvat, direktorico televizije. Čakaj malo, prej si govorila tako, zdaj govoriš tako. Ne? Spreminjaš izjave. Prej ste nam posredovali neke podatke, zdaj so neki drugi. Prej ste se sklicovali na nekaj, zdaj se sklicujete na nekaj drugega. Mislim, da so se tam začela prva trenja. Ne? Potem je bilo seveda cel zaplet pred koncem leta in postopkovni in vsebinski glede sprejemanja programsko-poslovnega načrta. Takoj po novem letu, bom se vrnil nazaj na Simona Karduma, ki je pred novim letom odstopil, takoj po novem letu se je zgodila ta panorama in potem zopet izgovori, ki so se kasneje večkrat spreminjali in so se pravzaprav vsi demantirali. Ja, da pojasniva gledalkam in gledalcem, ukinila se oddaja Panorama, ki je bila del drugega programa, RTV Slovenija. Zaposleni so bili ali prerazporejeni ali pa poslani na čakanje, nekaterim ponujene samo minimalne pogodbene, brez jasnega pojasnila, kaj bodo sploh počeli. Morda se vrnem na to, ker to je posebna zgodba, kakršne RTV še ni doslej videl. Če se vrnem na Simona Karduma, Simon Kardum je dobil nalogo, da tudi se neposredno ukvarja z mano. Ne? In sva začela tako malce oštro in malce bolj resno, ne? V smislu, kaj bom počel, kako bom počel in tako dalje. Ne? In potem sva zelo kmalu prišla na neke eksaktne točke, ki so bile, v katerih so oba vedela, o čem govoriva. Ne? Da poznam delovanje RTV, da vem, kaj je narobe, da vem, kje je treba kakšno stvar popraviti in tako dalje. In je zelo hitro, tudi glede na svoje izkušnje, ker je pa vendarle v kulturi zaposlen najbrž toliko, kot sem jaz v RTV, ker se poznava še najbrž iz 90-ih let, prišel do spoznanja, da ta voz gre v povsem napačno smer. Vmes je bil deležen tudi nekih očitkov, da nečesa ni dobro naredil, ne? Ki so se potem kot plas usuli naslednji trenutek, ko je odšel z hiše, ne? Ker smo vsaj na parih sestankih slišali, saj to je pa ta situacija taka zato, ker nam je član uprave zakuhal in je odšel, ne, kar je neverjetno grdo. Ne. Torej, že iz najmanjše higiene, če že počnete nekaj skupnega, ne pa magari, če rabutate ali pa lumparijo počnete, ko greste na arzen, ne ena drugega kazati s prstom. Ampak to je zdaj samo moje osebno razmišljanje. In on je prvi jasno in glasno, bi rekel, od teh povedal, govorili smo tudi drugi, ampak nas mediji niso poslušali, ne? Oziroma nismo zanimivi za te medije, ki poročajo tako, kot morajo. Nekako z vami pa nekako nismo še skupaj prišli, ali kako bi rekel, ali pa niste vedeli za me. Ali pa za nas tiste nekaj, kar nas je, ki smo bili kritični. On je prvi jasno in glasno povedal, da problemi ne izhajajo iz prejšnjega vodstva. Da problemi so sistemske narave in so globoko ukoreninjeni še od samega nastanka RTV-ja. Ne? In da to se ne da čez noč odpraviti, sploh pa ne na način, na katerega se je Zvezdan Martić ob svojih, bi rekel, osebnostnih, z svojimi osebnostnimi okoliščinami tega lotil. No, gospod Zalaznik, nekaj, kar pa so uspešno, evidentno naredili, pa so nagradili zaslužne kadre. Ne? Domovina je o tem poročala
v zadnjem tednu. Razkrite so bile številke pridobljene po uradni poti, čeprav zdaj to javni zavod RTV Slovenija zanika, češ da so številke neuradne in zavajajoče. Ampak pač že prejšnji odgovorni urednik spletnega portala Domovine jih je v bistvu pridobil oziroma je zaprosil zanje. Enormno povečanje plač, nekaterim tudi do 22 razredov, več 1000, 2000 evrov bruto. Jasno, tukaj so dodatki, več pravilnost. Ampak vi pravite zelo nehigienično v tem času, ko je RTV pred bankrotom. To sem izrekel, seveda, in to seveda stojim za tem. Gre za nagrajevanje. RTV, to se jim da drugače interpretirati. Ne? Če pogledaš, kdo so tisti, ki ste jih izpostavili, ni nobene druge paralele, da bi na kakršenkoli drugačen način. Kako napreduješ za 22 razredov? Kako je to mogoče? Bom prišel morda tudi do tega. Skratka, najprej bi to rekel. RTV je zanikal, torej jaz sem zdaj malo to raziskal, RTV je zanikal enkrat. Ne? PR služba RTV je zanikala, da so te podatki verodostojni, da so zlonamerni oziroma ne vem, kakorkoli so že pač zapisali, kot pač se običajno pišejo PR-ovska sporočila. Najbrž niso dobro preverili, da jih je RTV neka druga služba, ki pač se ukvarja s podatki javnega značaja oziroma z informacijami javnega značaja in jih je RTV kot tak dolžan posredovati. Ne? In so očitno je prišlo do diskomunikacije. Izkazalo se je, RTV je posredoval podatke. Mislim, da je presečni datum 31. marc 2024. Dobil je tudi Peter Jančič. Tako, spletni časopis in Peter Jančič se jih ravno tako pridobila, to sem kasneje preveril in to so verodostojni podatki. Zdaj, očitajo, torej v tistem sporočilu je PR služba očitala, da so zlonamerni, odnosno da se relativizira, torej zdaj govorim po svoje, ne dobesedno, ker nimam tega besedila pri sebi, pa vendar po podatkih, ki so bili prej, ne, se pravi, mislim, da z leta 2022, ne, ki so bili tudi v predmet neke, se pravi, plačne analize, če jih primerjaš od 22 do 2024, se natančno vidi, kdo je, torej druga polovica 22, mislim, da je bilo, kdo je iz katerega plačnega razreda prišel na nek drug plačni razred. Zdaj, da je Zvezdan Martič prišel za predsednika uprave in pri tem pridobil, ne vem, 10, 12 ali pa koliko že plačnih razredov. 16. Ali 16 morda, ne vem. Ok, to je nekako logično, ne, ampak jaz se upam trditi, ni zastonj stal v prvi vrsti. Seveda, ko je ustavno sodišče naredilo to, kar je naredilo, se pravi, ugotovilo, da je nezmožno ugotavljati, torej presojati, se je zgodil ta stampedo, rekel ta naskok, ta prevzem RTV, in ko pride neka nova, po domače rečeno, metla v hišo, ne bo iskala tistih, ki so prej jasno in glasno opozarjali. To je logično. Če bi mogli, bi uvedli verbalni delikt. Tiho bodte. To so tudi poskušali konec koncev. V bistvu oblast pa zdaj to počne. Ponovna paralela. Se pravi, vzamejo svoje. Kateri so njihovi? Njihovi so tisti, ki so pač to malo revolucijo zganjali na pločniku. In se pravi, eden od njih je tak. Drugi, ne vem, je direktorca teh medijev, kaj so že, digitalnih vsebin. Govorijo o Kaj Jakopič, ne? Tretja je Ksenija Horvat. Ampak, če se vrnemo k Kaj Jakopič, zdaj Domovina je ravno njo izpostavila, 22 plačnih razredov na gor. Kako? Ja, prej pač je imela neko delovno mesto, a je urednikovala v MMC, kaj jaz točno ne vem, ker res se nisem s temi podatki ukvarjal. Mi smo zahtevali podatke, da naredimo temeljito analizo. Ko mi naredimo analizo, potem vse stoji do decimalke in sem to pripravljen diskutirati in razpravljati. In v enem trenutku smo v državnem zboru natančno do decimalke povedali, kakšne so plače in kakšne so povprečja in gibanja v zvezi z očitki, da so ekscesne plače pri Panorami.
točno isto plačo, kot je imela urednica v Panorame, sta imela Ksenija Horvat in Zvezdan Martič in mislim, da ste pravilno povzeli, če ste vi to pisali ali Jančič, se ne spomnim, da je bila delovna norma prve en pogovor 50-minutni na mesec. Ne vem, kje sem to ujel, to informacijo. Najbrž na Domovina, ne? Ali, ne? A morda Domovina je spletni časopis, ne? Vsi so o tem poročali, nisem konkretno jaz o tem poročal. No, hočem reči, ne vem zdaj točno, kateri je pisal, ampak isti plačni razred sta imela kot urednica in glej ga zlomka, si drzneta gor, da so to ekscesne plače. Pri tem, da smo izračunali na decimalko, da so plače v Panorami bile nižje od povprečja TV Slovenija, govorimo o novinarjih. Ne? Ampak to je zdaj druga zgodba. Hočem reči, tako se pravi, prideš na neko funkcijo, na neko delovno mesto, ne, ki si jo prislužil z nekim trdim delom aktivističnim, ne, in to je to. Ampak vmes so bile pa tudi spremembe, ki jih zdaj prav posamične ne moram komentirati, ne, ste jih pa navedli, jih bom komentiral, oziroma jih bomo komentirali, ko bomo naredili temeljito analizo, ko so pa svoje ljudi, tudi tiste, ki niso izpolnjevali izobrazbenih pogojev, premaknili na neko drugo delovno mesto in jim izdali drugo pogodbo. Ne? In vi ste Boljšo, rekli, ne vi slabšo. želite zdaj te informacije, pa vam jih ne dajo. Tako je. Mi smo zahtevali te podatke in sprva je bil molk, potem pa smo, ker smo zagrozili, naj se pač torej ne šalijo. Ne? Zakaj vi To so kot res sindikat stvari. to lahko dobite? Ker sindikat je upravičen do teh podatkov. To je osnovna premisa. Sindikat ne more voditi socialnega dialoga, če nima podatkov. Po sindikat ima pravico vpogleda plač vseh in vsakogar. Pa še nekaj. Plače v javnem sektorju so javne. Izjema za javnost je zgolj dodatek za delovno dobo. Sindikat lahko tudi v to vpogleda. Če dela plačno analizo, če dela neke analize, ne, če želi do nekih zaključkov priti, če se pogaja v nečem, mi smo to stalno dobivali prej. Ne? Stalno, govorim v nekih kvartalih ali pa v nekih ciklih. Ne? Zdaj vam ne dajo. Ne. Pred nami itak vse podatke skrivajo. Ne? Ne sme se, to pa ne leti na sindikat, celo se ne sme v hiši govoriti o gledanosti televizijskih programov. Ne? In ti so zelo slabi, gospod Zelaznik, ne vidimo. Jaz jih nisem uspel pregledati, ampak tiste neke trende, v katerih sem bil pa obveščen, Še naprej padajo, ne? Padajo. Ne? No in zdaj, če se vrnem... Torej od odhoda prejšnjega vodstva zdaj dobro leto, rejtingi še vedno padajo, še vedno krivo prejšnje vodstvo. Ja, ampak po podatkih, ki so mi jih sporočili, padajo bolj rapidno kot prej. Torej, že desetletja televizijski, torej spremljanje televizijskih programov je v padanju. Ampak ne tako rapidno, kot Ampak kako dolgo sta lahko kriva Grah, Hvatmov in Urbanija? Se ste videli. Nekaj časa, zdaj pa ne gre več. Ne morata biti več. Vsake toliko časa poskuša še kdo kaj na to temo napabrkovati, ampak ne gre več. Ne? Enostavno ne gre. Če je bil problem, RTV je bil vedno, govorim kot institucija, je podpiral kulturo v državi. RTV so financiral Cankarjev dom in tako dalje. RTV je nakupil v svoji zgodovini cel kup nekih manj znanih ali pa neznanih umetniških del. In je bil cel halo, ker je RTV kupil, poslušajte, za 50 ali koliko, ali 60 tisoč evrov slik, nekih umetniških slik, ki visijo. Ne? Ampak takih slik je v RTV veliko, vse so zavedene, kje so, kdo, kakšne so in tako dalje. Ne? Na način, tako kot se je delalo v preteklosti, ne? Da se s tem, ne vem, mogoče kakšnega, ki ni še torej znan in tako dalje, ne? Da se mu tudi pomaga. In je bil cel halo okrog tega. Vi ste sami izračunali, kolikšen je pa delež, ali pa rekel, v 100 tisočih evrih samo razlike pri teh, ki so jim zdaj plače spremenili. Ne? Se pravi, gre za dvoličnost brez primere. Ne? Tako so se pač pomagali, tisti, ki so zasedili funkcije, so po nekem avtomatizmu dobili plače, neke svoje so pa nagradili, medtem, ko so pa Panoramo kot tako ukinili,
odpustili nekaj zaposlenih in radikalno zmanjšali plače. In tudi povedali, da v bistvu ne najdejo dela za njih. Tako. Za predsednika uprave so hitro našli delo. Ne? Ja, seveda, ne. Gospod Zalaznik, pogleda, kaj je o situaciji na RTV, ko so bile te plače razkrite, povedala ravno nekdanja zaposlena urednica na oddaji, ki je bila ukinjena na Panorami, Katja Benčina. Pač smešno je, zaradi tega tudi, ker smo vso to obdobje poslušali, ne, da so te naši 47. razred, da so to ekscesno visoke plače. Zdaj pa je v teh podatkih tudi jasno, da so v bistvu ljudje srednjo šolo dobili 50. razred. Zdaj kle tudi na Panorami smo vsi imeli primerno izobrazbo, vsi smo imeli drugo stopnjo, drugo bolonjsko stopnjo, smo imeli primerno izobrazbo za to naše delovno mesto in tudi vse delovne izkušnje. Ne. Jaz sem predtem recimo delala več kot 15 let na komercialni televiziji, sem bila urednica spletne strani vizita.si. Jaz sem se pač tudi od podpori družine odločila, da te ponudbe ne sprejmem. Ni pa bila, tudi nisem je dojemala kot odkrito ponudbo, zaradi tega, ker se nisem z nikomer pogovarjala o tem, kaj naj bi zdaj delala. Tega pogovora z nami ni bilo, šli smo samo v kadrovsko službo, zraven je bil njihov odvetnik in dobili smo ponujeno, izvolite, tlele imate. Ja, skratka, prišli so v kadrovsko, ponudili so jim neke nove pogodbe, ki so jih lahko dojeli samo kot žalitev. Niti jim niso znali povedati, kaj bodo sploh delali. Ja, zdaj bom jaz tako poskusil na enostaven način povedati, da bojo gledalci razumeli. Šel bom od zadaj. Panorama je bila ukinjena, odgovor je bil, za vas ni več dela. Pošljemo vas na čakanje. V tem času so pridobivali na času, diskutirali in razmišljali najbrž, kako to speljati, ker vendarle neki postopki bi morali obstajati oziroma so zapovedani in zapisani v veljavnih predpisih. Ne. In potem so šli na institut odpoved pogodbe s ponudbo nove. Pod izgovorom, mi vam ne moramo zagotoviti dela, glejte, oddaja je ukinjena, ampak imamo neko drugo delo za vas in ti ponudim pogodbo za najnižji plačni razred, torej kot da bi prišel začetnik delati to, kar so pač oni prej počeli. In zdaj nekdo, ravno ta bivša kolegica, ki je bila, mislim, da je rekla 15 let ali kako že urednica in je v tem delala. Urednica vizite.si na komercialni televiziji. Tako, seveda ni začetnica. Ne? In kot take ne moreš tretirati. Ne? Ampak da je absurd še večji. Televizija Slovenija, zlasti Televizija Slovenija in Ksenija Horvat in celo aktivisti so ves čas, ko so govorili, da ves čas stavkajo in protestirajo in tako dalje, in še zdaj trdijo, da imajo strašno pomanjkanje kadrov. Ne? Vmes so se delali tudi novi razpisi. Še vedno delajo tako imenovani honorarni oziroma pogodbeni sodelavci, a ne med njimi. Ne? Glej ga zlomka, za teh 5-6, koliko jih je bilo, pa ni dela. Tukaj je šlo za zelo načrtno, tarčno usmerjeno akcijo in tudi skrbno načrtovano. No, nekateri so sami odšli, zelo redki, kot slišim, so te pogodbe nove sprejeli, ne? Zdaj večina pa tudi, čeprav so odšli, so še vedno v sodnem sporu z RTV Slovenija. Kaj pričakujete na koncu, da bodo spet davkoplačevalke in plačevalci pač pokrili sodne stroške, ki bodo nastali zaradi nezakonitega ravnanja vodstva RTV? Doslej je to vedno bilo tako. Vedno. Ne? Zdaj se morda malce spremenila smer. Namreč z novelo zakona je zakonodajalec zapisal, da uprava je odgovorna za svoja ravnanja. Tega nikdar ni bilo. Ne? Seveda, prakse iz tega še nimamo. Ne? In RTV se še vedno tako vede, kot se je v preteklosti. Na vsako sodbo se pritožuje, mimogrede, dogovor, ki smo na ravni kolektivne pogodbe, ki je bil sklenjen v letu 2023, prvi del 2022, drugi 2023, je nova uprava ocenila, da za njih ni ugoden in da ga ne bo spoštovala in so sprejeli sklep, da je za njih ničen. Namigujete, da ne začne Zvezdan Martič varčevati denar, bo on plačal to?
Nikomor nič ne svetuje. Mi smo vse opozorili, da so po noveli zakona za svoja, se pravi, ravnanja osebno odgovorni. Ne? In če se samo to dokončam, mi smo šli na sodišče in prva stopnja je gladko dosodila, da ima sindikat 100% prav, ne? In da je sklep uprave ničen. RTV se pritožuje. RTV ima več časa, ima več denarja, najbrž tudi več vole se pravdati, ne? Zraven ima na pavšalu najmanj 2 odvetniški pisarni, plus svoje odvetnike, torej svoje pravnike, in je vedno močnejša stranka v postopku proti, se pravi, zaposlenim. Ne? In bo to počel, in bo to počel, in bo to počel, in na to računa, da marsikdo predtem reče, jaz se ne grem, ker nimam ne časa, ne volje, si bom poiskal drugo službo, odnosno bom prekinil z vami. Ne denarja za sodne stroške. Ne? Ja, točno tako. Ne? Se pravi, bom prekinil in to je neka igra, ki se leta in leta vrti. Vendar v postopkih, ki so bili začeti po noveli zakona, ne, bomo pa mi striktno vztrajali, da se poišče odgovornost tistih oseb, ki so to zakrivile. Mi smo jih opozorili, ne, vsakega posebej na tistih 3, ki sem jih omenil, sestankih, zlasti v zvezi s Panoramo, ne, da je to nezakonito ravnanje, da ni bilo poslovnega razloga, da je šlo za tarčno šikaniranje in diskriminacijo, ne, in da so že, ne samo to, že predtem, že ob uvedbi Panorame, so te tako imenovani aktivisti skakali po koncu, da to pa ne spada. Nekaj vas moram vprašati, ker te anekdote krožijo po RTV Slovenija leta, desetletja. Ne? Da so ljudi dobili alkoholizirane na delovnem mestu, ne vem, tehnike, pa so jih odpustili, pa so kljub temu na sodišču iztožili in prišli nazaj. Pred dnevi beremo, ne, delavka v kulturi, ki jo je Uroš Urbanija še kot direktor televizije odpustil, češ iz krivdnih razlogov, ki naj bi bili dokazljivi, je zdaj tudi ta zadeva na sodišču padla. Ne? Skratka, se je zelo težko znebiti, ko si enkrat v sistemu delavca RTV. V resnici ne, zgleda pa tako. Bom zdaj povedal, zakaj. Jaz sem bil na delovnem sodišču 2 mandata in pol porotnik, poleg tega, kot sem omenil, imam dolgo zgodovino v RTV-ju. Naj ne zgleda, da zdaj insinuiram, vendar bo to, kar bom povedal, je možno razumeti. Ne trdim, da se je v resnici tako zgodilo, ampak je možno razumeti. Se pravi, v primeru, zdaj bom rekel, ravno te sodelavke, ne, ki je rekla, z RTV se ne da več sodelovati, grem si poiskati drugo službo, ne, imam podprt zahtevek, ker ste me nepravilno odpustili, jo je RTV razumel kot nekoga, ki je v sporu in zdaj bomo šli proti njej do konca. Ona sodelavka je bila odpuščena v prejšnjem mandatu zaradi nekih potnih stroškov, kako je že bilo, se ne spomnim točno. In ko gre odvetnik na sodišče, dobi navodila od odgovornih oseb zavoda, kako ne ravna, ali se pritožuje, koliko daleč lahko gre, ali se poravnava in tako dalje in tako dalje. Ne? In tudi na ta način, ne, lahko merno, in poznamo primere, dogovorjene primere, ko so šli ko je delavec šel na sodišče, ne, na sodišču uveljavljal zahtev, ki ga sicer ne bi mogel, oziroma ki bi se kot sporen, a ne, znotraj hiše lahko manifestiral, potem pa tisti, ki je zastopal javno radio televizijo, ni opravil nekega posebnega dela ali še dogovoru, ali pa prepustil, da je rekel, pravda enostavno šla skozi. Vse je možno, ne? Vse je možno in dokler ne bo osebnih odgovornosti, ne? Dokler prvi ne bo začutil osebnih odgovornosti, je velika verjetnost, da se bo to dogajalo še naprej. Če se še malce vrnemo k gledanosti, ki še naprej strmo upada, kje je zdaj rešitev, kje je konec teh trendov, kako jih obrniti po vašem navzgor in a se bodo neke korenite spremembe na temu RTV pa vendarle morale v kratkem narediti. Ne? Zdaj pač, a bo dvig RTV prispevka, če to njega pride, to rešil, to neko dodatno financiranje, ali bo to samo podaljševanje življenja nekemu na smrt bolnemu pacientu?
za normalno financiranje, pa govorim normalno, kot je bilo nekoč normalno, ne, je že zdavnaj RTV ob veliko, rekel, količino sredstev. Ne. RTV več ne bo po teh trendih zdaj, ne, razen če se zgodi nek čudež velik, nikdar več snemal ne vem, celovečernega filma, kot je bil Cvetje v jeseni nekoč ali pa kaj podobnega. Ne bo delal nekih lastnih, odličnih dokumentarnih serij ali ne vem, nekih ciklov oddaj o, kako so nekoč bile gore in ljudje in tako dalje. Ampak to pa jih bo, kje bodo ljudje to dobili, ravno zaradi teh vsebin smo plačevali. Ravno to želim poudariti, ne, da ravno zaradi varčevanja je RTV ves čas ožal to, rekel, produkcijo in tisto, kar pravzaprav je smisel obstoja javne radiotelevizije. Kultura, izbira, rekel, slovenskega jezika, visoka kvaliteta in tako dalje in tako dalje. In ne samo politika oziroma informativni program. Ko se je pa kršil, se je pa vedno kršilo vse drugo kot informativni programi, ne samo eden, informativni programi, ker je še vedno, ker pa, torej, to je tudi, rekel, neka mantra politike, ne, če tako rečem, to pa more biti, o nas se pa more poročati, ne, in ta del je še vedno v Sloveniji precejšen, da rečem, šport, ne, in kot tak ni kakšnih, rekel, hudih rezanj bil deležen, kjerkoli pa bil, je pa ogromen odpor. Ne. In do česa smo zdaj prišli? Zdaj je cel kup enih oddaj in enih vsebin, so gledalci in javnost so prikrajšani. Ne? RTV in uprava se je povsem nepravilno lotila rekel, programsko-poslovnega načrta za leto 2024. Na to jih je opozarjal bivši generalni direktor Igor Kadunc. Ne? Šli so rezati program, ampak RTV ustvarja program. Ne? Če RTV reže program, kam bo prišel na koncu? Na to, da bomo imeli samo še predvajanje, odnosno še predvajanje, ne več, da bomo hodili po plače samo še te ali kaj. RTV, smisel RTV-ja, smisel javne radiotelevizije je, da ustvarja programe, programske vsebine. Tako se zdi že zdaj, ne, 90% stroškov RTV-ja so plačane. Ja, ampak niso nastale same po sebi, ne? Pa niso nastale zaradi tega, ker bi plače tako enormno zrasle. Ta delež, ne, bi rekel, posameznikov, ki so bili nagrajeni, ni majhen, je tudi nehigienski, ampak gledano v celoti, ne, kaj se je dogajalo? Nekoč je bil budžet tak, kot je bil, pa je bil en del za plače. Ko ti budžet zmanjšuješ, se potem delež plačni vedno povečuje in nekje mora priti do kolapsa. Torej, mi smo, Igor Kadunc je leta najmanj 2019 celo študijo naredil in dokazoval, kazal je, kako se bojo finančne škarje zaprle, kje se bo zavod znašel v kolapsu, ne, če se bojo te trendi nadaljevali. Ne. Kje? Ja, on je celo bil malo pesimističen. Že 21 bi se mogel zgoditi, pa se ni. Ne. Kdaj se bo zgodil? Ja, zdaj, torej, mi smo že predelali, govorim kot zavod, ogromen deficit v prejšnjem letu, poleg tega smo že dobili 15 milijonov, se pravi 5 plus 10, a ne, iz vera, torej, proračunskega ali kakšnega že kol, ne. To pomeni, da mi smo že pod črto že zdavne. S čimer prideva do odgovora, zakaj se verjetno nihče ne bo kar tako več prijavil na mesto, kjer ni več Zvezda. Ja, skoraj da zaključil na podoben način, kot sva začela. Ne? Namreč, torej, če RTV ne bo temeljito, torej, ne RTV kot tak, ker RTV ga ne bo ustvaril, torej, dobil neke zakonske regulative, kako bo financiranje ustrezno urejeno na daljši rok. S tem se potem seveda tudi ta uredniške in ostale avtonomije, a ne, rekel, krepijo, ne, bo se petal, ne, rekel, na mestu ali pa ga ne bo nekoč več. Zakaj ta vlada, ne, ki je osvobodila, depolitizirala RTV, zdaj ne želi uskladiti RTV prispevka z inflacijo, vemo, tako je že od leta 2012?
Zato, ker to ni tako enostavno. Ne? Ker je treba prvo se držati se pravi nekih postopkovnih pravil, ker se treba držati nekih se pravi vsebinskih, a ne? Se pravi vsebinskih torej moraš imeti vsebino in moraš imeti pravilno speljane postopke. Ker je to tudi nov davek. Zdaj pa točno tako, če greš pa, se pravi postopkovno so prvič nerodni po moji oceni, kot drugo vsebinsko imajo pa eno veliko težavo. Ob trendih, ki so, je neupravičeno od ljudi zahtevati večji RTV prispevek, če ravno RTV denar rabi. Ne? Nihče se pa ne ukvarja z vprašanjem, kako narediti financiranje, ki je bolj pravično, se pravi, ki ne gepera samo tistih imetnikov števca, ki so nad socialnim minimumom, ne? In potem ni važno, a je v hiši na tistem števcu priključen 1 ali je 12. Ne? Torej, če bi šli po načinu, kot ga mislim, da ga ima ILE in torej Finska, potem bi morali biti šteti, se pravi vsi dejavniki, koliko je nekdo sposoben plačati in tako dalje, kar pomeni, da je treba narediti sistem, kjer se se pravi iz tistega dela budžeta, kjer se ustvarjajo davki oziroma prihodki iz davkov, odnosno iz tistega dela, da se pokriva, da se ustvari nek stabilen vir financiranja, ne? Ampak jaz vidim eno veliko težavo, ker najprej ta vir treba ustvariti. Drugič treba narediti znosna ali pa rekel, pravno znosna pravila, ne? In potem to uveljaviti. Dokler bo tako nasprotovanje, ne? Celo tistih, ki so rekel, to malo revolucijo podpirali proti RTV-ju, ni pričakovati, da bo to kar enostavno se zgodilo. Prej ste eno ime omenjali, Kadunc bi sprejel ta izziv? Bi prišel? Mislim, da ne. Ker? Morda bi bil izziv za njega, ampak tisti, ki ga poznamo, vemo, on je pravzaprav en velik izziv že imel. Ne? On se je že upokojil, pa se je reaktiviral. Ne? Potem je po reaktivaciji z RTV-ja odšel v Slovensko tiskovno agencijo. Ne? Tukaj bi samo omenil to zanimivo anekdotico. Ne? Ko so učitelj Uroš Urbaniji, ko je kasneje prišel na RTV, ko je nadomestil vršilca dolžnosti Areha, prišel za direktorja televizije, so mu učitali, da kako že finančno izčrpava STA. In ta bitka je šla, bi rekel, na okope, ne, in je trajala nekaj mesecev, ne, več kot pol leta, ali pa morda celo leto, jaz se ne spomnim točno. Ko je prišel Igor Kadunc na mesto, mislim, da generalnega direktorja, oziroma prvega moža STA, je bila tista pogodba, kaj v 14 dneh, v 3 tednih z identično vsebino sklenjena. Jaz sem potem sklepal, da to potem ne more biti vsebinski zadržek, ne? Pač pa je šlo zgolj za torej za neke druge zadržke ali pa za neka druga nasprotovanja. Osebne zamere. Ja, torej, gledajte, če nekdo, bom poskusil biti nazoren, nekdo nekaj naredi ali izreče, in se ne zgodi nič. Nekdo drug to isto stvar izreče in je cel kraval. Tega smo v teh časih deležni stalno, namenoma nisem zdaj imenoval, ne? Ampak različni vatli so in ljudje s tem živijo zlahka, pa vse kdo to torej, za enega je tako, prav za drugega pa absolutno ne. To ni pravilno. Ja, lahko bi še razpravljala več ur, ampak čas se nam je iztekel. Po tem, kar so slišala, očitno še ne bo jasnega neba nad RTV-jem. Gospod Zalaznik, hvala, ker ste bili naš gost. Hvala tudi vam in upam, da se ta agonija počasi vendarle začne razpletati in da bo boljše. Verjamem, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, da ste slišali marsikaj zanimivega. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep pozdrav, nasvidenje.